minister za pravosodje Zalar gradi zidove v oblakih. Razmere v pravosodju so po nastopu novega ministra za pravosodje vsak dan bolj kritične. Minister za pravosodje očitno ne pozna ali pa noče poznati prvega in doslej najbolj uspešnega projekta za odpravo sodnih zaostankov, projekta Lukenda, ki je dal že doslej zelo dobre rezultate. Cilj projekta Lukenda je bil povečanje učinkovitosti sodišč in, da ne pozabimo, odprava sodnih zaostankov do konca leta 2010, se pravi do konca prihodnega leta. Ko smo v lanskem letu zaključevali mandat in zdaj, ko pregledujemo statistična poročila za leto 2008 in za prvo poletje 2009, lahko ugotavljamo, da se ti cilji iz projekta Lukenda zadovoljivo uresničujejo. Uspeli smo prepričati Evropsko sodišče za človekove pravice, da je projekt Lukenda in niz ukrepov, ki smo jih sprejeli, tisti pravi odgovor na to, da lahko zagotovimo sojenje v razumnem roku, tako kot to zahteva Evropska konvencija. Projekt e-pravosodja, ki smo ga začeli v prejšnjem mandatu, je pod vodstvom sedanjega ministra upočasnen oziroma praktično stoji. Namesto, da bi angažiral vse možne potrebne vire za celovito informatizacijo in povezavo zemljiške knjige in katastra v enoten sistem in odpravo krajevne pristojnost, tako kot je bilo predvideno že v letošnjem letu, torej že v maju leta 2009, je ta rok podaljšal za 2 leti. Nerazumljivo in nesprejemljivo je tudi to, da je prejšnja vlada v proračunu za informatizacijo za pravosodje povečala za toliko, koliko je bilo potrebno, da se tudi izkoristi vsa evropska sredstva, ki so bila predvidena v zelo visokem številu. Minister za pravosodje je pa to ukinil, je v balansu ukinil in evropskih sredstev za e-pravosodje praktično ne črpa. Znano je tudi, da je minister podlegel odvetniškemu lobiju, spremenil je zakon, ki je določal, da odvetniško tarifo določa država in ne več odvetniški ceh, se pravi odvetniška zbornica, vendar je pri tej svoji odločitvi ostal na pol poti, kajti še vedno se dejansko uporablja tarifa, ki je bila določena v prejšnjem mandatu, tako da je prišlo do nekega pravno nekonsistentnega stanja. Minister je odpravil pravno podlago, tarifa je pa še vedno ostala tako, kot je. Očitno je šlo tu za popuščanje močnemu odvetniškemu lobiju, ki je tesno povezan tudi z vodstvom LDS-a in z njegovim odvetniškim zaledjem. Žal je minister podlegel tudi notarskemu lobiju. Število notarskih mest je zmanjšal s 125 na 100. S tem je na eni strani zmanjšal dostopnost do notarskih storitev, ne da bi hkrati s tem tudi kaj naredil na to, da bi se znižale cene notarskih storitev. Neresno in nerazumljivo je tudi to, da minister pretirano rad potuje vse povsod po svetu na stroške davkoplačevalcev in ob tem tudi gradi iluzije o tem, da bodo alternativne metode reševanja sporov tiste, ki bodo ključni delež pri zmanjšanju sodnih zaostankov. Nenavadno je tudi to, da na eni strani se predstavlja kot izjemno ugleden ekspert številnih mednarodnih organizacij, ekspert Evropske komisije, ekspert Organizacije Združenih narodov in kot tak tudi nastopa, tudi predava na seminarjih v tujini. Vendar, če je takšen ekspert, zakaj pa potem potrebuje toliko ekspertnih skupin, teles, komisij v Sloveniji, svetov,
ki jih je ustanovil. Pri zaposlovanju je presenetljivo to, da še vedno v slovenskih zaporih niso bili zaposleni pazniki, vsaj 40 novih dodatnih mest, za katere bo že zdavno vse pripravljeno, že v prejšnjem mandatu, še vedno ni prišlo do realizacije tega. Tudi vse tiste oblike, ki so predvidene v Kazenskem zakoniku in ki bi pomembno zmanjšale pripad zapornikov v zaporih, to se pravi alternativne oblike prestajanja kazni, niso zaživele. Niso zaživele, pa bi gotovo razbremenile slovenske zapore za tudi do več 100 oseb v teku enega leta, ker je seveda kar precejšnja številka in bi bistveno razbremenila številčno zasedenost v zaporih. V zamudi je tudi izgradnja novih zaporskih kapacitet. Med prejšnjim mandatom je bilo vse pripravljeno, tako da bi lahko zgradno začeli že v začetku letošnjega leta, tako da bi najkasneje v letu 2010 bili že objekti v največjem slovenskem zaporu na Dobu že zgrajeni, da bi lahko sprejeli dodatno 170 oseb. Zanesljivo se to v prihodnem letu ne bo zgodilo. Na področju stečajnega prava je minister Zalar z nepremišljeno in nestrokovno in tudi s škandalozno novelo tako pravilnika kot tudi stečajnega zakona povzročil stanje, na katerega smo prišli, in sicer stanje, da je prišlo do izplačevanja zelo visokih nagrad stečajnih upraviteljev. On sam je to povzročil, čeprav je skušal to prevreči na prejšnji mandat. O tem je tekla tudi razprava v Državnem zboru. Opozicijski poslanci niso dovolj prepričljivo izkoristili argumentov, ki so jih imeli na voljo, pač pa so nekateri novinarji to nadomestili s skrbno analizo in dejansko pokazali na vse napake, ki jih je minister Zalar storil pri urejanju tega področja. Dejstvo je, da sodna statistika za leto 2008, pa tudi za letošnje leto 2009, dejansko kaže rezultate prejšnje vlade in prejšnjega mandata. Ukrepi, ki smo jih takrat sprejeli, so poglavitni za bistveno zmanjšanje sodnih zaostankov. Ti ukrepi, ki so bili takrat sprejeti, pa so zlasti naslednji. Fleksibilnost sodnih spisov in fleksibilnost sodnega osebja. Se pravi, kroženje sodnih spisov in tudi kroženje sodnikov po različnih sodiščih.